začetek, jaz prosim, da si kar prižgete tablice in stopite v spletno učilnico fizike. Zdaj urlo in ga rešite. Konc utanj. Vse rešiš, ne? In dej? Fajn bi bilo, če bi znal ti to samostojno rešiti, brez pomoči, zanima učbenika zvezka, če pa je res tako težko, ne zanimivo pa. Je prav. Ja. Bilo tam. To je prva rabika. Vsi ne rešujete kviza, kdo ne rešuje kviza, odškodnice pa samo. Če me to žal? Prosim? Samo vrstni red vprašanja, lahko različen, ja? Sicer pa vprašanje se vsak zase poslušajte, ne? Laura, ti nimaš kaj več? Švica? Normalno, ti še slovenski Samo C, Č. Ne, imaš čas. Bodi natančno, ne? Poglejte, zdaj za vsakega od vas lahko vidim pač uspešnost reševanja. Koliko ste bili uspešni, zaradi tega, ker Anja in Luka še nista zaključila z kvizom. Luka, ne morem povedati zdaj, koliko sta dejansko bila uspešna, ko sta to naredila. Sicer pa vaše ocene so v povprečju 4 ali 4,5. Tukaj tudi nekaj vas ni oddalo, ko smo posebej rekli, dodati je potrebno, ne? Od ocene 10. Kaj bi lahko rekli? Kolikšno je zdaj vaše predznanje? Kako bi ga ocenili sami? Zadostno, ne? Potem ste morali iz grafa odčitati, kako se spreminjajo uspešnosti v posameznih odsekih. Tukaj je bila uspešnost prav tako visoka, ne? Tukaj dobro ste znali oceniti, torej, da je tukaj uspešen. Zakaj, Marjan? Ker se giba telo v tem primeru enakomerno, tukaj se giba kako? Glede na to, da je linearna krivulja, rečemo temu kako pospešeno? Enakomerno pospešeno, tukaj pa? Tako je, vi ste se razdelili v 5 skupin. V skupinah boste delali malo drugače, torej različno. Ene skupine boste preprosto merili čas padanja, tako da boste uporabili vašo štoparico na tabličnem računalniku, ki vam meri na tisočinko natančno čas. Ti dve skupini boste pa si pomagali tako, da boste posneli padanje kroglice in v programu Tracker, ki ga vi že poznate, določili čas padanja kroglice.
Ja? Zdaj pa, kaj je treba paziti, ne? Tukaj je treba pogledati, kakšni so časovni presledki med posameznimi slikami. Ja, torej zapomni si ali pa zapiši. Nimam, čakaj,